Pravijo, da je kriza čas za spremembe. No, jaz sem ta prvo včeraj naredil, komi po enem mesecu. Ne. Danes imamo eno spet tako malo posebno temo, vezano na trenutno situacijo. Če vas zanima, kako se mi kot mizarsko podjetje prilagajamo trenutni situaciji, bodite z mano v tem vlogu. Pa pojdimo naprej. Februar letošnjega leta je bil čisto običajen, tako kot smo bili vajeni prejšnja leta. Zima pri nas ni sezona, to pomeni, da smo pač se pripravljali na to, da posije sonček, delali zaloge in tako naprej. No, pol je pa posijal sonček, malo je bilo že govora o situaciji v Italiji, ampak se na to, ker nismo dosti ozirali. 2 tedna pomladi v puloverjih smo šli ven in delati smo začeli na polno, tudi stare projekte iz lanskega leta smo lahko nadaljevali, začeli smo dobivati tudi nove projekte. No, nakar tam nekje sredi marca vse pade v vodo. Ostali smo doma, nismo vedeli, kaj bo jutri. Telefoni so nehali zvoniti, stranke so nehale hoditi. Ustrašili smo se tudi za svoje zdravje. In smo nekako preživljali z dneva v dan v negotovosti, kaj sploh bo. No, to je 2 tedna takih čudnih dni, ki ne vem, nočem iti še enkrat čez to. No, nakar se je pa začelo dogajati, recimo, ne vem, tam konec marca, začetek aprila, da so telefoni spet začeli zvoniti. Vmes smo imeli v bistvu več kot polovico ekipe na čakanju, zato ker sicer stara naročila smo lahko še nekako izvajali, ampak če bi kriza trajala, ne vem, več kot mesec dni, bi nam pa dela zmanjkalo. In smo se razporedili tako, da delamo stvari bolj počasi, pa da pač del ekipe posledično ostane doma. Strank ni bilo, zato smo lahko tudi ponudbe, takšne stvari, nasvete dajali strankam kar od doma, po telefonu, po mailu. Ja, in pol pa smo malo videli, da mogoče vse ni le tako hudo, no. Ljudje so konec koncev še vedno doma, mi pa delamo za tiste ljudi, ki so radi doma, ki radi imajo lep pa urejen vrt. No, april je bil pa malo bolj pozitiven. Ljudje, ki so dolg časa doma, jim malo rata dolg čas, tako kot je meni tudi že ratal dolg čas vmes. Razmišljamo vse sorte, veliko smo na naših vrtovih, pa razmišljamo, kaj bi še vse imeli, kako bi kaj popravili, dogradili. In začeli se je kazati malo več optimizma, spet smo sprejeli par novih zanimivih projektov, ponovno smo aktivirali del mizarske ekipe, tako delavnici kot na terenu. Večinoma kontaktiramo še vedno nadaljavo, izogibamo se kakšnim fizičnim stikom, veliko smo še vedno tudi, veliko naredimo nadaljavo. Ampak kar pa moramo narediti v bistvu fizično v pisarni, tudi kot projektanti, recimo če nekdo vodi svoj projekt, svoj izdelek, ki ga pač mora narediti v dogovorjenem roku, smo pa tudi fizično tukaj prisotni, vsak posamično. Ja, tako da v resnici smo ful negotovi, še vedno malo optimizma je zasijal, ne vemo pa v resnici, kaj bo čez mesec, 2, 3. Ful si želimo, da ta trend, ki se je zdaj začel, da se bo nadaljeval naprej. Nič nas ne moti to, da smo nadaljavo, da tudi mogoče kakšen fizičen stik s stranko preprečimo s tem, da se zmenimo po telefonu, po videokonferenci. Če to ni mogoče, se pač srečamo tudi fizično, spet s primerno zaščito in tako naprej. Ampak vsaj takšne stvari nam dajo malo upanja, da ni vse izgubljen, pa da bo pa mogoče zelo hitro tudi svetla prihodnost za gospodarstvo, za obrtnike, v kombinaciji s tem, da skrbimo tudi za svoje zdravje, pa za svoje zaposlene. To bi bilo danes to, se vidimo, srečno, čau, čau.